Gledatelji, prav prisrčno pozdravljeni. Prisrčen pozdrav velja vsem bolnim in ostarelim. Najtopleje pa pozdravljam gospoda župnika iz Slovenjgrada, gospoda Petra Leskovarja. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa in lep pozdrav tudi z moje strani vsem. Pripeljali ste se iz Slovenjgradca, kakšna je bila pot? Glede na napovedi sem bil malo v strahu, če bo šlo, če ne bo šlo, ker so govorili, da tu v teh krajih precej sneži, ampak potem se je zadeva pokazala, da je bila pot več kot idealna. To se pravi, z Božjo pomočjo je bila. Z Božjo pomočjo se stvari lepo vedno znova uredijo. Veste, vaša cerkev je krasna, pa bi vas prosil, če nam jo na kratko opišete, Svete Elizabete. Cerkev Svete Elizabete ima že preko 750 let. Leta 1251, natančno 30. aprila, je takratni angleški patriarh Bertolo IV. Posvetil to cerkev čas svoji nečakinji Sveti Elizabeti Turingijski. Potem je seveda cerkev v prvotnem romanskem slogu se nekoliko dogrevala, precej je še romanskih teh ostankov oziroma zasnov. Jasno, gotika, barok je seveda pustil posebej močno sled in tudi zadnje 20. stoletje. Mogoče je cerkev najbolj nekje človeka nagovori ravno zaradi izredno lepe baročne opreme in vsak na nek način skoraj zavzdihne. Mislim, kar tak nekje sapo zajame in občuduje te lepe stvaritve naših mojstrov, ki so pred stoletji jo res izredno lepo okrasili. To nekje bi bilo v tistih grobih, najbolj takih osnovnih obrisih. Se pravi, 1251, 30. april, posvetitev, seveda je pa doživljala svojo zgodovino, ne samo v smislu arhitekture, slikarstva, opreme, ampak tudi glede tega, kar se je tam dogajalo, ko so bili tam mnogi ljudje takšni in drugačni, kako smo tudi danes. Kdo pa je bila Sveta Elizabeta? Sveta Elizabeta, že prej sem omenil, da je bila tudi nečakinja tega znamenitega angleškega patriarha. Njeno življenje je bilo kratko, 1207-1231, se pravi samo 24 let. 17. novembra 1231 je zaključila teh zemeljskega življenja. Samo 4 leta po njeni smrti je že bila prešteta med svetnike, kar je seveda izjemna kratka doba in tudi v tem pravzaprav nekje vidimo eno resnico ali pa če hočete en velik in globok razlog tega, da je bila izredno močna in tudi zelo čudovita osebnost. Rodila se je na Ogrskem, zato tudi nekateri rečejo Elizabeta Ogrska, potem je pa z samo 4 leti bila že zaročena. Marsikdo ob tem podatku tudi malo zavzdihne in se misli, kako čudni časi, ampak to je bilo takrat še posebej na dvorih nekaj posebej običajnega. V 14 leti se je poročila, kar je tudi en tak podatek, ki marsikoga preseneti. Ampak jaz pravim, naj ne bo hudomušno, ampak po svoje je tudi zanimivo, se je pač posvetila hitro zakonskim dolžnostim, nenazadnje tudi rodila 3 otroke, ni imela časa za razne druge stvari, kmalu je spoznala smisel svojega življenja in pravzaprav znotraj tega vidimo tudi eno odgovoren pristop tistemu, kar je delala. Poleg vsega tega, da je bila vzorna žena in mati, je tudi izredno vzorno in lepo skrbela za vse ljudi, ki so živeli ob gradu, ker ona je bila le kraljica v gradu Turingiji, z znamenitim in zelo pobožnim in plemenitim možem Ludvikom sta živela. In je res v tem času naredila veliko dobrega prav tem ljudem, ki so se zbirali ob gradu, ki so izredno težko in velikokrat v zelo človeka nevrednih pogojih živeli. No, potem je pri 21 letih izgubila moža, kar je bil zanjo hud udarec, predvsem zaradi tega, ker je on bil eden redkih, ki jo je podpiral pri tem, kar je delala. Namreč na gradu so na vse mogoče načine ovirali to njeno dobrodelnost, so pač postopali v smislu enega čisto normalnega, bi lahko rekli skoraj logičnega človekovega reagiranja na take ljudi. Češ, vse si lahko sami nekaj pripravijo, vse imajo roke, vse imajo noge, vse bi lahko sami nekaj naredili. Ampak ona je verjetno gledala z srcem in ni dalo jim miru, da ti ljudje tako hudo in težko živijo in je seveda po svojih močeh, lahko bi rekli preko svojih moči jim stala ob strani in pomagala, jih podpirala. In sami cerkvi, če pozorno pogledamo, so kar 2 izredno močni sliki, ki jasno zadevajo, da so jo celo kontrolirali, kaj dela. Se pravi, ko je nesla hrano, posebej nekaj najbolj nujnega potrebnega tem ljudem, da se jo celo kontrolira. Mislim, pač govori o tem, kako je pravzaprav bila na svoj način
izredno pogumna, izredno herojska žena in mati. No, potem je seveda sled zahtev brata od njenega moža, pokojnega, se odpovedala vsemu dvornemu blišču in na Veliki petek se je odločila, položila roke na oltar, da bo vsa se predala delu bližnjim s tistim denarjem, ki jo je seveda jasno komaj izterjala, glede na situacijo, to čisto logično, zgradila bolnišnico in vanjo sprejemala tiste ljudi, ki se niso mogli sami plačati zdravljenja. Se pravi, ne tistim, ki so imeli vsega dovolj, ki so pač imeli vse možnosti, ampak predvsem tistim, ki res niso mogli drugače. In je seveda zaradi tega izredno hitro zaslovela in se je to govorilo nadaleč naokrog, in je glas šel širom po svetu, in posebej po evropskih dvorih, tudi do vseh ljudi. In ni čudno, če je takoj po njeni smrti vsak tako rekoč vedel, da gre za svetnico, ker se je že na pogrebu pred samim zbrala ogromna množica ljudi, ljudje ne pomnijo, in potem je samo po sebi umevna, da so jo že leta 1235. 1. maja papež razglasili za svetnico. Opazim sem, da vas so ljudje zelo lepo sprejeli, da vas cenijo, spoštujejo, pa da znaste vsakega na svoj način tega malega človeka nagovoriti. Kako vam to uspeva? Kaj je to? Ja, zdaj je seveda bolj težko rečem, če je to 100% res, ker gotovo... Nekaj je, ne? Ker nekaj je, gotovo so pač določeni ljudi, ki te zelo sprejmejo, drugi na nek način gledajo z neke razdalje. To je čisto normalno, da jaz mislim, da nikoli nekaj ne delam iz tega res prijaznega in pozornega odnosa do mene, ene posebne aureole oziroma pač enega takega mita, ker na vse zadnje tudi Jezus, ki delal sam dobre stvari, je šel na križ, tudi ne smemo zdaj na osnovi tega reči, zdaj pa ta je pa res svet mož, ker vsi ljudje ga podpirajo, bi bilo zelo nevarno, glede na seveda izkušnje vsakdanjega življenja. Je pa res, nekoliko gledam, to je božji dan, Gotovo so določene zasluge tu vzgoje, posebej mame in ata, potem tudi vseh drugih, ki so me spremljali na poti življenja, ker so me le z veliko ljubeznijo, vztrajnostjo podpirali, pa tudi usmerjali na pot enega lepega, zelo pravičnega in poštenega življenja. Seveda svoje pa doda Bog, in verjetno, če bi ga še bolj prosil za to, za milost lepega, poštenega življenja, bi še bilo to bolj idealno. Tudi so še precejšnje rezerve. Ja, v kratkem bi lahko rekli, da ste velik vzornik vsem ostalim. Me pa zelo preseneča pri teh vaših bogoslužjih, da vsi sodelujejo, vse teče spontano, pa zelo tole ljudsko petje, to je zelo nekaj krasnega. Ja, moram reči, da sem nekajkrat že kot otrok v določenih krajih, posebej na kakih romarskih središčih doživel eno lepoto tega, če so vsi pristvarjeni. In to me je nekako tudi odznotraj zelo nagovorilo, zato si zelo prizadevam tudi za lepo sodelovanje pri bogoslužju. Jasno, je veliko premalo, da bi bil samo jaz za to, Tu je cela vrsta enih ljudi, hvala Bogu, so že prej nekje, ko sem jaz bil gor, sodelovali z občestvom, organisti, pevovodje, res veliko enega truda. Je zanimivo tudi to, in tega sem tudi vesel, da nas letos škofje v postnem pismu izredno, ali pa če hočete izrecno nagovarjajo, še posebej vse ljudi, ki so nekje del enega občestva, ene župnije, da bi sodelovali pa dali delček svojih sposobnosti, svojih talentov ravno za to. In jaz sem globoko prepričan, da bi ravno to vzdušje privabljalo ljudi zopet v cerkev, da bi ob tem, ko bi ljudje rekli, pogled, ti ljudje pa resno verujejo, ti so pa res pri bogoslužju, to pa niso gledalci, ti pa niso gledališču, ne gledajo tam nekoga, ki tam spreda neke roke premika, pa nekaj izgovarja, neke magične besede, ampak ti ljudje so res pri Jezusove daritve, to gre za nekaj svetega in verjetno bi tudi to bil en strašen magnet, tudi en velik blagoslov za ljudi, ki na nek način tako morda čisto za neko razdaljo, za neko distanco gledajo vse skupaj, kar se dogaja. In je težnja k temu, Bog nam daj seveda veliko takih dobrih sodelavcev, jaz se na tej mestu tudi zahvaljujem vsem, ki bodi si moji župniji, bodi si drugod, kaj dobrega v tej smeri naredi, zahvaljujem in tudi vam, da bi še okrepili ta prizadevanja, pa tudi, da bi se drugi še pridružili.
Se pravi, lepo je, da je Božja beseda živa, ne samo, da imamo Sveto pismo nekje na polici, je dobro tudi, da kaj vzamemo v roko, da tudi kaj preberemo. No, veste, kaj tudi jaz gledam Sveto pismo, ne, to se je rojevalo iz življenja, ne, to ni nekdo se vsedel, ne, pa pisal tam z nekim voglom, ne, pa v neki navdihnjeno, ne, ampak je tu v zadju res eno življenje, ki je pravzaprav bilo samo po sebi en direkten razlog, da je Božja beseda začela živeti oziroma da je postala del vsakdanjega življenja tistega časa in tistega ljudi, pa tudi današnjega časa, ne. In nujno mora biti, ne, in verjetno je tudi res, ne, kar premišljuješ, to postaješ. O čem govoriš, tisto je pravzaprav del tvojega osebnega življenja. Kar gledaš in občuduješ, to tudi sam postaješ. Ne nazadnje tudi, kaj ješ, tako tudi pravzaprav nek način si, ne. To je res, ja. To se pravi, da so te zadeve med svoj trdno in globoko povezane, zato je lepota Božje besede izredno močna prav sredi vsakdanjega življenja. Glejte, jaz zelo občudujem te mlade fante, ki stopijo, pa postanejo duhovniki, pa če verjetno je molitev tista, da človek dobi tisto moč, da lahko sliši Božji glas. Daleč najbolj pomembno vlogo ali pa mesto v enem odločanju pa enem odločitvi ima molitev, ne, brez nadaljnega. So pa seveda še drugi razlogi. Ampak jaz bi res rekel, ne, tudi če svojo osebno podgledam, da je v zadju res molitev mnogih neznanih, pa tudi nekaterih znanih ljudi. In potem tudi, kaj se vem, še določene druge stvari, ki jih človek nikdar ne more do konca pogruntati, ampak tu v zadju je res Božji poseg, je Božji glas, ne, je Božja milost, ker na vse zadnje tudi prideš na poti svojega življenja mnoge preizkušnje in te lahko mimogrede veter odpihne, ne. Bodi si v svoji poklicanosti, bodi si v poslanstvu, ki ga opravljaš, mislim, veliko razlogov je, ki te znova in znova na nek način hočejo potegniti strani. In če tu ne bi bilo, jaz osebno rečem, Božje milosti, Božje blagoslova, bi že davno bil nekje drugi in odpihnjeni. Se še spomnite, a pa bi morda še tudi kakšno besedo rekla od vaših župniji, kjer ste pravzaprav bili rojeni. Kako ste pravzaprav vi ta glas Jezusa začutili, da boste postali duhovnik, oziroma če bi nam naši gledalci malo skrivnost? Ja, veste, to je zelo nekako spontano, ni bilo kakega osebnega glasu, da bi se nebo odprlo, ne, pa bi sonce posijalo, pa bi kdo nekje čisto razločno govoril. Ampak to so neke stvari, ki so se skozi življenje porajale in me na nek način nagovarjale k temu delu, pa k temu poslanstvu. Rojen sem doma v Konjiški vasi, župnija in občina Slovenske Konjice. Tam sem tudi obiskoval osnovno šolo. Preveril, kaj posebnega nisem bil, ne. Moram reči, da verjetno tam nekje na zlata sredina, teda nisem takrat izstopal. Je pa res, ja, da sem potem začel v času, ob koncu, tako rekoč, osnovne šole, v času, ko se je pripravila nova maša v naši župniji, ministrirati. In verjetno sem precej bil nebogljen, pač tako nekaj. Ampak potem se s časoma nekje poraja ena skrivnost življenja. Verjetno je tudi pri tem mojem odločanju pomembno vlogo naredilo prav to, da sem šel večkrat tudi pred šolo še k maši ministrirati in je bilo ministriranje tisto, ki je na nek način globlje povezalo z oltarjem, ne. Potem pač, kjer si, ne, tam dobivaš blagoslov, ne. Če si v Božji bližini, te Bog blagoslavlja, če si v kakšni drugi bližini, te pa drug blagoslavlja, ne. Najboljše je biti v Božji bližini. Brez nadaljnega, ne. To življenje gremko ali pa tudi, če hočete, zelo blagodejno izkusimo, ne. Izredno blagodejno in dan danes je stvari cela vrsta, ne, ki se pač jasno kažejo, da kjer si, tam blagoslov dobiš, ne, in to, kar ste rekli vi, ne, da dobro si v Božji bližini, je izredno res, ne, ker se ukvarjamo z stvarmi in z dogodki in z raznimi res skoraj da neverjetnimi časi dogodki, ne, tako da je toliko bolj prav, da smo temu na nek način blizu. No, v tem, ko sem končal osnovno šolo, je pot me zanesla v Maribor, bil sem v Slomškem dijaškem semenišču, obiskoval prvo gimnazijo v Mariboru, zatem je sledila tista epizoda, ki je bila včasih nekaj najbolj normalnega, to se pravi služenje
JNA ali pa JLA, kakorkoli kdo želi. Bil sem v Biliči, tudi en tak zanimiv kraj in marsikomu zelo znan po strogosti in po redu in disciplini, da sem prišel prav v sredino. No, potem sem šel v Bogoslovje, 3 leta v Ljubljani, 3 leta v Mariboru in leta 87 sem postal novomašnik in tako je zatem nastavljen za kaplana v Mariborsko stolnico. V Mariborski stolnici ste verjetno kakšnih 7 let bili Točno 7 let, ja. Pri gospodu Lipovščeku. Tako dokaj dolgo dobo sem nekje tu preživel in imam tudi izredno lepe in nepozabne spomine. Ja, sami ste velikokrat poromali v Medžugorje. Pravzaprav ta fenomen, ki se vidi za Fatimo, Lurdom, zakaj je pravzaprav Medžugorje ta fenomen? Ja, gotovo nisem najbolj kompetentna osebnost, da bi tu dal eno tako relevantno, eno tako, bi lahko rekli, dokončno razlago vsega tistega. Bi pa nekaj takih kamenčkov iz tega mozika podelil z vsemi. Že v času služenja JLA oziroma JNA smo večkrat slišali zjutraj, tisti, ki ste tam bili, veste, zakaj gre, da se neka sovražna imigracija javlja in tako naprej, in potem je po nekih takih kanalih prišlo do mene, da naj bi se Marija prikazovala in tudi meni kot vojaku jasno, kaj posebej to ni govorilo. Kvečjo se mi zdela stvar zanimiva, in tudi človek ob sleherni nenavadni stvari nekoliko začne biti radoveden. Zanimivo je tudi to, da je kmalu tistem, ko sem prišel domov, mi je bilo dano, zdaj mislim, da je bilo leto po tistem ali pol leta, se tistem, če bi mogel bi malo nekje zadeve pregledati, po spominu, in sem bil že tam. In zadevo od blizu videl, jasno, ni se mi premikal noben križ, kakor so mnogi govorili, da se mi bo, tudi nisem kakega drugega strašnega fenomena videl. Me je pa izredno globoko nagovorila ravno ta vera ljudi, ki so prišli tja z zaupanjem, z mnogimi svojimi osebnimi prošnjami, svojimi željami. Tam so se pravzaprav odprli, nekak način začutili tudi Boga kot svojega prijatelja, neko tistega, ki jih kaznuje, pa z neko dolgo brado tam že precej star, nekaj gleda na človeka, pa se mu zdijo že te stvari malo tako otročje, kaj čem s tem človešom in s tem človekom, ki je tako Bogu nebogljeno bitje, ni tisti, ki bi z šahovnico predstavljal človeka sem in tja, ampak so res zaslutili, da je Bog njihov prijatelj, in Marija je ravno tista, ki zna na materinski način zadevo približati in nekje človeka tudi na en tak prijazen način tudi privabiti v to resničnost. In že takrat v prvem srečanju sem to opazil, moram reči, da sem tudi vesel, da sem enkrat v živo doživel tudi prikazovanje, ker se je seveda zadeva odvijala, bi lahko rekli, skoraj 100% filmsko. Zakaj to govorim? Ker so tiste stvari, ki so se dogajale, tako se med seboj povezovali, da verjetno tudi najbolj nekje uigrana ekipa bi težko to zadevo nekje ponovila, ker so stvari se res dogajale na precej res dovršen in človeku skoraj da nerazumljiv način. Drugače pa ta fenomen, kot pravite, je na svoj način, bi lahko rekli, ena vizija, en pogled naprej. Marija se je predstavila kot kraljica miru. In to je pravzaprav eno veliko pričakovanje človeka v vseh časih. Zato tudi danes si želimo mirne, da bi šel nekam sam za sebe, celo nekateri pravijo še neki drugi otok, na samoten otok, pa da bi malo nekje se izklopili iz tega vsakdanjega vrveža, kar seveda nič ni novega. Mi imamo danes en tak čudno občutek, danes je vse tako noro pa divje, vse isto čas je bilo. Jaz moram reči, da svoj čas bil pri zgodovini cerkve ali pa tudi, če hočete, pri obči zgodovini zelo začuden. Zakaj recimo so si, tudi če hočete, menihi delali svoje samostane nekje čisto izven nekega vsakdanjega življenja?
A ne nazadnje, zakaj so graščaki bežali nekam za sebe, ne? Zakaj niso med ljudmi si svoj grad naredili? To ni bilo samo zaradi tega, ker je pač bilo gor bolj elegantno, pa kot se temu reče, nekaj posebnega, ne, malo avanturizma zraven. Ampak so nekako šli za sebe, da so se rešili tega vsakdanjega življenjskega ritma. Se pravi, to je tako ena obča zadeva, po kateri človek hrepeni. Druga stvar, jaz sem globoko prepričan, pa ne, da bi to bil ne vem kaki vizionar ali kaj drugega, ne napovedovalec, ampak Marija je na nek način predčasno opozorila na to, kar se bo dogajalo tudi v zvezi z temi strašnimi dnevi, ki so se dogajali v Bosni, v Srbiji, ne, na Hrvaškem. Ta vojna, ne. Mi verjetno bolj malo nekje upamo pogledati resnici v obraz, ampak to so bile hude stvari. Toliko in toliko mrtvih, ne, tudi grobov, poletje, koliko so jih izkopali, ko je človek na nek način stegnil roko na človeka, pa čeprav smo sredi civiliziranega 20. in 20. stoletja, ne, pa se te stvari ponavljajo, ne, teda človek na nek način lahko tudi znotraj tega vidi en poseg od zgoraj, eno ljubeče svarilo, ne, pazite na mir, ne, molite za mir. In mogoče ravno v tem, ko zdaj rekel, ne, glede te molitve, ne, to je tisto bistveno, kar je zaznamovalo samo Medžugorje. In tudi, če bi zdaj rekli, črta, ne, nič več ne bolj kaj takega, ne, bi videli, da so bili na teh krajih taki lepi dogodki, toliko enih milosti je bilo podeljenih, toliko enega blagoslova so ljudje prijeli in vsak, ki je prišel tudi, recimo, če hočete, čisto iz radovednosti, je prejel en delež tega izredno bogatega božjega življenja, ki se nam po Mariji razodeva prav v Medžugorju. To se pravi, je ena vizija. Kaj pa bo v prihodnosti, verjetno nobenemu ni čisto točno jasno. Verjetno se bo ena stvar izkristalizirala in ljudje bojo gotovo hodili in dokler bodo ljudje hodili, in če zdaj že za nami 20 oziroma več let, to spričuje, da gre za eno globoko zadevo, vse bo pa seveda pokazalo marsikaj. Je pa res, ne, tudi to dodal, zmeraj, kjer je veliko božjega, tudi hoditi svoje kremplje zraven brusene. Je pa čisto jasno, ne. Bolj si človek trudi za sveto življenje, bolj ga hudič moti, ne. Recimo nekdo, en zakonski mož, ki hoče biti zvest, ne, bo stalno vižal hudič, ne, pa ga nagovarja, ne, pa na svoj način peljal stran, ne. In isto ženi, in isto otrokom, ne, se vsak na svoj način doživlja stalno eno izkušnjo, ne. Mogoče tako zanimivo glede, ne, se mi zdi izredno zanimivo to, ne, če sem otrokom rekel prve roko, sem rekel, glejte, ko hudič potrka na vrata, ne jih vidite odpirati, ne. Rečete Jezusu, naj on gre, ne, ker hudič, ko bo Jezusa zagledal, ne bo bežal, ne. Ja. Če pa tebe videl, te bo kar zagrabil, pa objel, ne, pol si pa v bogi, ne. Pa tako naprej, ne. Hočem reči, ne, v enem takem precej prisrčnem, prijaznem tonu se odvija eno božje dogajanje v tem kraju in Bog na ta način daje eno vizijo človeku, ga opozarja na temeljne vrednote. Mogoče bi tole nekaj zaključil glede tega vprašanja, glede Medžugorja. Vidite, Marija nas s tem, kar se dogaja tam, opozarja, da človek ni samo pridevnik, ampak je predvsem samostalnik, ne. To se pravi, gre za to, kdo je, da je nekaj božjega, gre za dostojanstvo, ki ga ima, in ne na to, kakšen je, ne. Mi danes damo temu ogromno enega poudarka, ne. In seveda zaradi tega mnogi tudi blazno trpijo, ne, in trpimo. In seveda tega tudi odnosi v družinah lahko včasih res peklenski, neznosni. Zaradi tega, ker damo poudarek ne temu, kdo si, ampak kakšen si, ne. Namesto da bi govorili o samostalniku, ti si nekaj svetega in božjega, ne, vesel sem te tudi tako kot si, ne, ampak mi govorimo o vredniku, zakaj nisi to naredil, zakaj on, mislim, stalno nekje hočemo eno človeško nepopolnost izkoristiti za to, da bi pač objavljali svoje take drugačne želje. Res je, da največ tega trpljenja je res za zidovi družin. Jasno. Bi pa sam povedal, da velikokrat ljudje iščejo v nekih šlogarcah, vedeževalkih določena vprašanja, srečo in tako naprej. Tudi sam sem bil glede tega zapeljan. Pa bi bilo tudi dobro reči, naprimer, da smo se že prej dotaknili tega hudega duha, ne? Da on vedno, če je le možnost, nas želi odpeljati od Boga. Ja, zdaj, potem, ko ste to rekel, ne, pa en deček, dajte na zvezo, se oglasi, ja, kak pa je, da bomo vedeli, če on pride, ne? Jaz nekom pa nikdar ne pove, kdo je.
on se čisto vedno skriva, ne, njegova glavna lastnost je laž, ne. On se je zlagal v raju in sta Adam pa Eva padla na to finto, ne, in ves čas isto dela, ne. In kdo recimo, jaz pravim, ne, družini, ko se začnejo otroci staršem lagati, je to začetek konca, ne. Če ni iskrenosti, pa ni resnice, ja, hvala lepa, ne. In je tu zaradi tega ogromno enega trpljenja, ne. Jasno, jaz pravim, ne se na začetku otrok ne dela to iz hudobije, pa tako naprej. Gre tu za to, da se zavaruje, ne. Recimo, če te bo starši vprašali, kako je bilo v šoli, jaz sem neš povedal negativne zadeve, ampak sem pozitivne. Pa če so bile negativne in boš malo prekriv, zakaj? Zato, ker veš, če boš rekel, da je bilo slabo, se bo odprli vsi kanone, ne, in bolj vsi tebe, kaj dela, zakaj sem čisto, ne, ni konca, ni kraja, ne. Češ pa vedeti, da ne se bilo vredi, ne, ti imaš pa mir pred njimi, ne. Pa se pravi, mi nikoli ne povemo direktne situacije in to je pravzaprav ena kriza, ne, in znotraj tega lahko hudi duh zelo deluje, ne. Ne nazadnje tudi človek, vedite, sam po svojem bistvu je rojen iz ljubezni, iz božje ljubezni, ne sam človeške, ampak iz božje ljubezni, ne. In stalno ravno zaradi tega, ker je s tem na nek način obdarjen, ker to ima v svojem notranjem bistvu, išče to resnico nazaj, išče to lepoto nazaj, išče, če hočete preprosto, to ljubezen nazaj. In jasno išče to z vsem srcem, z vsem svojim telesom in potem čisto normalno ne, da zaide tudi na pota, kot se temu reče, raznih nadomestkov, ki jih je pa ogromno, ne. In vi ste malo že na to opozorili, ne, to so finte, ne, to so potuhe. Ogromno teh potuh, ne, in tako naprej. Mogoče bi tu zraven, ne, ko sem že bil starši omenil, pa hudem duhu, ne, pa vse te stvari. Glede, če ni iskrenosti, mogoče je taka ena zanimiva zadeva, ki jo opažam, ne. Praznovanje rojstnih dnevov danes, ne. Ali ni grdo, da skoraj da nihče, ali pa zelo malo kdo od teh otrok ne reče mami, patu, hvala za življenje. To je res, to je res. Oni se zabavajo, delajo take stvari, ne, da me časih sram, ko slišim za kako stvar, ne, in to ljudje, ki se imajo tudi, se hočete, za katoličane, hodijo k maši, ne, pa delajo iz svojega rojstnega dneve, prave požrtije, pa nočevanje, ne. In jaz jo nočem delati, ne, in tudi, kaj sem, če nisi takrat toliko človek, da bi rekel v molitvi ali pa izrecno, mami, Natu, hvala za dar življenja, pa se tudi Bogu zahvalil, ker na vse zadnje je tu v zadju veliko Božje milosti, da si kar si, ne, ker lahko bi bil brez vode, ne, lahko bi bil brez hrane, lahko bi te starši zapustili, pa bi bil, pa bi hodil po vseh 4 okrog, ne, bi čisto lahko se zgodilo, ne. S nekom marsikdo tudi ne bi bil, če ne bi bilo staršev in Božje ljubezni, ki so na nek način poskrbeli, da se to dogaja, ne. Nam je vse to na nek način samo sebe imevnost. In res, koliko milijonov otrok na svetu nima svojih staršev. Nima strehe, nima vode in tako naprej. In zato pravim, ne, da je to strašno poganska zadeva, ne. To je tako nenormalno, čeprav se moče zdaj komu zdi, nekomu posluša, da je to malo kruto, kar govorim, ampak kateri otrok na dan svojega rojstnega dne ne reči mami in atu hvala za dar življenje in se ima zahvaliti z molitvijo, pa moli za njuno zdravje, je precej kritičen primer. In ne more biti tudi zaradi tega enega lepega, enega človeškega, enega božjega odnosa med njimi. In bolj jasno, stvari grejo pač vsaka druge, ne. Zakaj sem to omenil? Predvsem zaradi tega, ne, ker tudi to je ena taka zelo zanimiva stvar, na osnovi katere v tem tudi hudi duh človeka vabi na zabavo, ne. Ti se kar zabavaj, fajn se me, ja, samo iz tega ne gre, ne. In danes bi radi samo zabavali se, ne, in vsi samo zato delajo. Dobro, so na nek način ne smemo zdaj delati tudi neke take resne ljudi, recimo kot ene kipe, ne, kot ene lutke, ne, pa bi bilo precej smešno, ne. Ampak rad pa bi, da bi tudi malo o tem razmislili, pa dali človeku eno tako možnost, da se res veseli, ker je možnost se veseliti na različne načine, ne. Nedavno tega smo poznali god svetega Janeza Boska, ne. On je rekel, ko gledal te kristjane, ne, je rekel, mi bi mogli imeti poleg 10 zapovedi še 11, bodi vesel, ker se držimo precej tragično, ne. In priješ k maši, ne, ko si v Božji bližini in te pa držiš, ne, kot da bo zdaj vsak čas strop dol padel, ne. In se bojiš, ne, če bo še prišel ven, ne.
In se tako resno držiš, da Bog ne daj, da je bilo kaj takega bolj veselega, pa bolj takega razigranega, ne. In če si boš bližnji, sem treba se zdaj režati, ne, da ne bomo zdaj zamenjavali, ne. Vesel človek ni človek, ki bi se stalno režal pa krohotal, ne. To dela tisti, ki ne vejo, kaj to smeh, ne. Ampak res za en tak vesel, nasmejan, veder obraz, ne, za eno veselje, da sem v Božji bližini, da sem obvarovan, da sem na nek način njegovem varstvu, njegovem naročju. Da se še dotaknemo Medžugorja, pravzaprav vse skupaj, velike množice ljudi, vse teče spontano, pravzaprav nobenih redarjev, vse v bistvu množice Romov iz celega sveta, vse lepo tak teče spontano, da človek samo gleda, skoraj ne more verjeti. In potem verjetno ste tudi obiskali tudi Križevec, Brdo Kazivanja. Ja, veste, tele stvari, ko ste omenili, da je spontano, je res, ne. Tudi za nas duhovnike moram reči, že tako lepo poskrbljeno in da so te sestre, ki so dobro tudi duhovniki, patri frančiškani, izredno gostoljubni, ne, razumevajoči, ne, prosi za eno stvar, ti jo z veseljem naredijo. Tako rekoč, ne, se to pokaže, ne, da z eno prisrčnostjo pa z nekim iskrenim odnosom se da marsikaj narediti, ne. In tudi zaradi tega je Medžugorje res en tak topo, prijazen, lep kraj. Kar se tiče stvari, ne, še dodatnih, ki na svoj način potrjujejo sporočilo Marije, kraljice miru, se pravi kraj, kjer se je prikazovala Marija, ne, tudi križopot na goro, ne. To so, bi lahko rekli, samo potrditve tistega dogajanja, ko Marija hoče na ta način človeka res spodbuditi k neki pokori za grehe, ne. Seveda, jaz vedno znova bolj vidim, ne, da znotraj našega krščanstva je še ogromno ene rezerve, ne. Mi smo malo tudi kristjani trgovci, ne. Ti greš k maši takrat, ko ti je hudo, ne. Prosiš Boga takrat, ne, ko vidiš, da je nekdo od tvojih najbližjih bolan. Tudi recimo, ko si sam bolan takrat, ne. To je malo trgovsko, ne. Mislim, sem moče malo grdo zgleda, ne. Ampak mi, dokler ne bomo pogruntali, ne, da smo res kristjani takrat in na tak način, ko tisto, kar imamo, darujemo tistim, ki nimajo, ne, takrat se bo začelo to nekaj drugega, ne. In posebej na področju spokornosti, ali če hočete nekje zadoščevanje za grehe tega sveta, ne. Naj on trpi, ne, celo smo včasih veseli, da se komu kaj naredi, ki je mogoče malo bolj tak na spol živel ali pa malo čudno živel. To je malo grdo, ne. To je krščansko, celo bontona ni v tem, ne. Mi mogli takrat nekje, mene vedno znova prihaja na misel mala Cvetka, ne, Terezija deteta Jezusa, ko je izvedela za enega takega morilca v Franciji, ne, v svoj čas, ne, ko je bila še, so verjetno znano, da je konc 1870, 1893, tam nekaj živela, se ne vem točno zapovedal, ampak tudi precej kratko obdobje. Ampak je izvedela za en tak primer in se ona pokorila in prosila Jezusa, Jezus, reši ga, da ne bo več trpel. Mi pa včasih kar z veseljem koga porinemo, ne v peko, ne, naj se zdaj cvre, neko taka baraba bil. Ja, kje je to krščanstvo, ne? Kdaj sem pravzaprav tistega ideala, ki ga Jezus razvedel s tem, ko je šel na križ, ne? In če hočete križopot v Medžugorju, na Križevac, ne, je krasna zadeva, ne. In ljudje hodijo tam bosi po kolenih, pri tistem kamenju, ne, ki je že ves zlizan, ne, in jasno nekje razkrivajo eno določeno vizijo, ki naj bi postala del našega življenja, ne. In nazadnje, veste, tudi recimo razne naravne katastrofe in nazadnje so klic spreobrnenju, ne, človek spreobrni se, bodi človek, ne, bodi to, kar si. Ne pa recimo, da je toliko enega res časih nečloveškega, maščevalnega in nenormalnega med nami pa v naših medsebojnih odnosih, ne. In zato recimo je ta križopot pravi žegn, ne, velik blagoslov, ena sreča. Marsikdo se takrat res iskreno pogledi svoje življenje. In jaz pravim, ne, da bi v tem smislu morali delati, ne. Kristjani pokažemo na ta način eno kvaliteto, bi lahko rekli, nekaj posebnega, kada smo tako, bi rekli, takrat ni pa treba nič ne, da te posebej kdo uči, ne. Krščanstvo ravno v tem, da preseže eno logiko popričnega iskanja samega sebe, če hočete tudi ene sebičnosti, enega pač sistema daj dam, ne. Se pravi, da ne gre za trgovsko logiko, ampak gre za odrešensko logiko, ne. Mene sme biti vseeno, če ta in ta človek šel v zapor.
Meni ne sme biti vseeno, če recimo ta in ta človek postal morilec. Meni ne more biti vseeno, recimo, če se to to dogaja po svetu, ne, in se zlorabljajo otroci in so razne druge afere, ne. To je čudno, ne. Mi mogli to res pas na kolena, moliti se, pokoriti, prositi za odrešenje teh ljudi, da se sprevrnijo in da pridejo v večno življenje, ne. Ker na vse zadnje, to je naša glavna, bi lahko rekli, tista točka omega, ne, tista najvišja, kjer naj bi pokazali svoje dostojanstvo. Saj tudi Mama Marija nas v bistvu v teh mesečnih sporočilih nenehno uči, opozarja. Spreobrnite se. Ja. Glejte, vi ste verjetno tudi bili v tem parku, ki ga je postavil gospod Barbarič, kjer pravzaprav je, eni pravi, je čudež, ni čudež, ampak tudi sam sem videl, da je pravzaprav iz kipa teče voda, ne? Kako ste pravzaprav to vi doživeli, oziroma? Ja, jaz sem to videl, ne, in se mi zdi zadeva čisto lepa, ne. Jaz mislim, da je to pač en dodaten razlog enega veselja ob tem, kar se dogaja. Ni pa to bistveno, ne. Mi vendarle moramo vedeti in nekje se bolj in bolj zavedati, da lepota samega Medžugorja je v tem, da se ljudje spreobračajo. Da gre tja ena družina skregana, mogoče drug proti drugemu delajo, mogoče grejo vsak na svoj način tja, ne, vsak zase, ne. Ampak ko pride nazaj, pa grejo spet skupaj, pa začnejo biti med seboj prijatelji, bratje in sestre, ne. In to je pravzaprav bistvo in temeljno sporočilo samega Medžugorja, ne. V tem je mir, ne. Take stvari so pa še en dodatni motiv, ne, imajo sicer malo senzacionalnega v sebe, ne, privlačnega, jasno, za širše množice, ne, in na te stvari smo izredno nekje občutljivi, pa jih nekje znamo oceniti, pa tudi spoštovati, ampak ni to bistveno. Je pa seveda tisto lepo. Mene je tudi nagovorilo, ne, ko sem bil tam in sploh ta zamisel umetnika je genialna, ne. Vstajenje, ne, povezano z križem, ne, z Jezusovim izhodom res iz roba. To je krasna zadeva, to je genialna zadeva, ne. In človek bi to gledal še in še. In zanimivo je, tam se zbirajo noč in dan ljudje, ne. Tudi po noči tam nekateri molijo, cele noči molijo. Ja, in če pogledamo tudi v bistvu samo tole cerkev je skoraj premala, zato je tudi samo še od zunaj, ne. Ja, tam je in zdaj verjetno bo stvar še samo še povečevala, ne. Recimo, ko pridejo festival mladih, ko je v vsakem letu v mesecu avgusta, ne, pa to je 20,000 ljudi, ne, in to ni mala množica, ne, in se ljudje trudijo in prezevajo in tudi, jaz mislim, da en lep in tak spontan način zadeva raste, se krepi, pa postaja tudi recimo, če hočete, nekje z temi skupnostmi Čenakolo ena življenjska stvar, ne. Da ni to samo fenomen, da ni to samo eno prikazovanje, da ni to samo en diktat, ne, od zgoraj, ne, ali pa celo, če hočete, ena potuha, ali pa tudi, če hočete, en ukaz človeku, ampak da je v ozadju res ena želja po enih drugačnih odnosih. In če je meni osebno zadeva spregovorila Medžugorje res v tisti celovitosti, ali enkratnosti človeka je ravno ta skupnost Čenakola, ne. Ko iščete fante, ne, ki so res poljubili zemljo, ki so tako rekoč bili nič, ki so zašli iz poti življenja do take skrajnosti, v droge, pa tudi v malodušje, se vedno več sprejemajo. Ljudi, ki so malodušni. Danes depresija je ena izmed zelo razširjenih spremljevalcev človekovega življenja, ne. In ne zadnjič, pridite dolgo nazaj, kar sem bral, pa to je tako splošno znana resnica, ne. V času, ko je bila Slovenija v Avstro-Ogrski, ne, in za cela Avstro-Ogrska bila ena umobolnica, ne. Danes je ogromno tega, ne. Za vsakim vogalom je neko vseživljenjsko svetovanje, pa neka energija, pa neka tak naprej. Vedno več ljudi je pa zmedenih, ne vejo kam. So zmedeni, ali je to, kar delajo prav, ali ima smisel, ali nima smisla, ne. Zanimivo je to, ne. In ravno tu je pravzaprav, ko gledaš to skupnost, ki se sprva je res bila bolj ali manj za tiste, ki so bili zasvojeni z drogo, z mamili, ne, zdaj se zadeva širi, ne, in ljudje prihajajo tudi takih in različnih drugih duševnih bolezni, ki jih je ogromno, ne, ogromno jih je, res ogromno, teda smo lahko zaradi tega malce zaskrbljeni.
Obenem pa tudi nagovorjeni, da toliko bolj poskrbimo za to, da bi ljudje res živeli eno človeka vredno, eno lepo življenje. No in ravno ta skupnost Čenakolo je ena zvezda, ena svetla zvezda, ki si je stalno iz Medžugorja. In ni čudno, če se po sestri viri, te čudoviti ženi, preprosti, zelo taki simpatični redovnici, zadeva širjenje. Jaz upam, da bo kmalu prišla tudi v našo slovensko deželo. Se že je sami na Primorskem, tudi tu bi rabljene. Gre pa za eno zadevo, ki se tu pokaže, ker biti kraljica miru pomeni ustvarjati ene miroljubne, ene človeške medsebojne odnose. In ravno v tej skupnosti je zadeva konkretizirana. Ne gre samo za neka sporočila, tako ne bi bilo, ampak tako se dela. Se pravi v praksi, ne? Ja, in ti fantje so šli skozi dramo, ko so se nek način temu prevaljeni. In verjetno je ta molitev in zaupanje v Boga in svoje vrsten dokaz, da tudi molitev je potrebna, ne samo neka določena znanja, spoznavanje. Jaz mislim, da danes psihologija je ogromno dobro naredila, tudi razne terapevtske vede, tega je ogromno danes, so veliko pomagajo človeku, ampak tistega zadnjega pa na nek način, kot da se zdi, da ne morejo dati. In to je res ta Božji blagoslov, ta milost, ki se bo človek lahko izprosi in z njo živi. In ravno ta skupnost Čenakolo je na nek način eno znamenje, da se zadeva lepo širi, da dobiva na tako res človeško sporočilnost in Bog daj, da bi tudi na ta način mi zaslutili, da smo poklicani k odnosom, ker ti lahko imaš vse, jaz mislim, da je toliko inih izkušenj današnjega človeka, ko imajo materialnih dobrin ogromno, celo preveč, ampak v resnici so pa tako žalostni, brez nasmeha, brez enega veselja, ena bolečina jih razjeda, pa imajo pravzaprav vsega izobilja in dovolj. To se pravi, niso potrebne samo materialne dobrine, so tudi duhovne. Ja, in to je mir, to je tisto, jaz sem kraljica miru. Se pravi, da hoče dati en tak mir človeku, in potem pač začneš malo drugače gledati na te zadeve in boš določene stvari dal tudi ubogim ljudem, ki trpijo. Ne smemo pozabiti, da vsak dan umre preko 20,000, oziroma bolj natančno po podatkih OZN, 25,000 otrok zaradi lakote, v glavnem otroke. To je dramatično sporočilo. Ampak mi hrano veselje mečemo v strani, večna kakšna zabave, to se ogromno stran vrže. Pa ne bi zdaj koga kritiziral, da na temeljni občutek, da zdaj jaz to pač hočem komu levite vrat, pa ne nekoga pošiljati na kako sodbo v to. Ampak prav bi bilo, da bi se zavedali, in to je mir, da imaš ti notranji mir in tisto razsodno zdravo, ko rečeš to ja, to pa ne. In to bomo dali, pa ne zato, ker nimamo denarja, ampak zato, ker imamo čut za tiste otroke v svetu, ki so lačni, in bomo dali njim. To tudi vaša župnija dela, ne? In zelo se trudimo, in tudi recimo, vidim, jaz otroke zelo direktno opozarjam, večkrat imamo tudi na začetku verouka tudi kakšne možnosti za prošnje. In potem recimo rečejo tudi, Bog pomaga, da ne več lakote. Recimo imamo razne akcije. Ali si ti pa niso delček tistega, kar si imel za lačne otroke? Pa začnemo gledati se, samo nismo, Se pravi, mora biti to ena taka medsebojna povezanost med tistimi željami, ki jih imaš, in tistimi možnosti, ki jih tudi imaš, In veliko, recimo, bi se dalo to narediti, se trudimo, se prizadevamo, Ni idealno, moram pa reči, da na splošno župnija kot taka ogromno na tem področju naredi, Od trikralevske akcije, lani oziroma letos smo zbirali za tele smetiščarje v Kajru, je bil odziv izredno lep. Potem otroci so tudi v času adventnega časa pa do 3 kraljev so zbirali, so tudi prinesli lepo, če bi bilo treba, jaz lahko konkretne številke tudi povem, torej se malo nekje pokaže ena velikodušnost, ena solidarnost. Tudi recimo, ko smo imeli nabirko za ljudi v teh, ko so zaradi potresov oziroma cunamijev prišli v veliko krizo, se je zbralo, bom rečel naenkrat, 300 € je bilo na hipet skupaj. To je čudovito. To je čudovito, to človek res vidi, da človek je v svojem bistvu še to, kar je, Božji otrok. In samo spodbud manjka, mi mogli več teh med. Recimo, bilo bi fajn, če bi v šoli vsako uro učiteljica rekla otrokom, spoštujte svoje starše. To je bilo zelo dobro. To je bilo zelo dobro, in bi vsako uro to slišal, to se pravi, to je pomembno, ker kar večkrat slišiš, kolikokrat slišimo in določen rezultat, Zdaj recimo, ko se odano prvenstvo rokometu,
slišiš ta rezultat x-krat, ne, in si ga komaj zapolniš, ne. Mi potem recimo spoštujoč očete matere bi pa na nek način se morali kar tako sami zapolniti. Ni res. Kolikokrat so meni mama pa ata rekli, češ to pa to, ja to pa ne. In malo bolj priješ sebi nek pametni, ne, pa po letih, ne takoj. Teda najmanjka enega nenehnega prizadevanja, enih, če hočete, tudi zunanjih nenehnih navdihov, ne. K nas ti pa si dajo bolj manj potuho, ne. Te povsod govorijo, ne, kaj boš ti doma stašal Boga, ne, pa da je tako, ne, kaj so še čil, ne, pa daj malo uživanje, pa in se mi. In pol jasno ne zdržiš, ne. Nisi sam toliko močna osebnost, da bi zdržal, ne. In gre potem seveda ta zadeva skozi na dramo, ne. Se potem človek prije na nek način do tega spoznanja. Prej ali slej bomo tek prišli, ne, bomo postavljeni pred dejstvo. Jaz ne bi rad na mega strašil, ne, ampak vsi bomo enkrat umrli, ne, tudi jaz, ne, recimo. Res, ja. Da ne bo preveč razvero. Pa pogledaj, če imate dolgo življenje. Ja. No, ti se pač v božji previdnosti, ne. Ampak hočem reči, ne, takrat se zadeva zaključi. In takrat bomo prišli pred resnico božjega življenja v taki očitnosti, da nam ji nihče ne bo mogel več zamegliti. Zdaj nam pa hoditi stalno govori, Bog je tak, Bog te hoče kaznovati, Bog hoče tebe, Bog te ima recimo kot šahovsko figuro. To je smešno, ne? Ampak z lahkoto premoti milijone in milijone ljudi in verjamejo, ne? Kaj bom jaz za Bog govoril, če ga ni tukaj, ne? Dokaži mi, da je. In bolj jasno grejo neko svojo pot, ne, in se dogaja drama, ne. Dobro, recimo, če vzamemo en primer. Nekdo v družini pije, ne. Kaj bo me žena govorila, da ne smem piti, ne? Bog me v tak ne more reči, ne, ga ni. In kaj je posledica tega? Družina trpi. Pa ni samo ta družina, ne, tudi tisti sorodniki, ne. Vse je sram, ne, imamo takega in takega tipa. Sam ta človek je Bog, ne. Mi recimo smo prišli premalo blizu takemu človeku, ne, ker to je bolezen, ne. On trpi zaradi neke stvari, ni nujno, ne, da so tisti ljudje krivi, ki zraven njega živijo, ne, mogoče celo niti mal niso, mogoče celo hočejo zadevo rešiti. Jaz mislim, da marsikatera žena danes se trudi, ne, in zaradi tega, ker je tako dobra in plemenita žena, ne, je manj klošarjev, ne, naš bilo več jih je. To je res, ja. Koliko lahko ena žena pretrpi, ne, det pije, ne, tanka, ampak to ornik, ne, in potem pride domov, ne, pa se spet lepo normalno nekaj časa živi, pa spet pade not, ne. In to bi mogli res mi kot občestvo, kot skupnost malo stopiti skupaj in takim ljudem enostavno dati res en blagosloveno milost in za take ljudi enostavno malo več moliti tudi. To je res, predvsem milost Svetega Duha. Kaj ti Ja. doskrat se zgodi, da res žena drži 3 vogale. Res, Mislim, da res, ja. ponekod celo 4. Kakorkoli, ne, zdaj nekateri pravijo, ne, zdaj malo heca, ne, da pač je v raju, ne, nekak Eva naredila en velik korak, ne, malo tako negativno, ne, zdaj mora pa druge žene not spravljati, ne, dobro, to je zdaj malo tako za hec, ne, ampak moramo reči, ne, da je poslanstvo žene in matere izredno dragoceno, prav tako tudi moža in očeta, ne, zdaj verjetno so ti stereotipi pač za diskutirati, ne, lahko se menimo, ne, kdo je pomembnejši, kdo ni pomembni, ampak oba imata vsak svojo vlogo, ne. In jaz mislim, da ta celosten prestop vsakega na svoj način je rešitev, ali pa če hočete en ključ, ki bi pomagali, da bi se stvari uredile. Ja, zelo lepe misli. Škoda, da se bliža časa. Zdaj bi še prosil, če bi našim cenjenim gledalcem podali kakšno sklepno misel na svet, oziroma kaj bi jim priporočili za življenje. Ja, veste, to je zdaj toliko enih stvari, ki smo jih na nek način razglavljali, od Svete Elizabete do Medžugorja, do ene take življenjske izkušnje. Mogoče bi tole rekel, ne, da bi se zavedali svojega dostojanstva. Da bi se ne ukvarjali samo s tem, kakšni smo, ampak kdo smo. Da bi se veselili tega, da smo ljubljeni otroci dobrega nebeškega očeta. Pa ni to prazna fraza, ni to je ena resnično življenje tega, kar sem. Sem človek in kot tak ljubljeno bitje dobrega nebeškega očeta. In mene vedno znova bolj igra tisti prizor, ki se je zgodil ob Jezusovem krstu, ko se je odprlo nebo in slišal se Božji glas, ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje, zelo sem te vesel. Ma to je genialna zadeva, to je bi lahko rekli en arhetip človekovega bivanja, njegovega življenja, ko na nek način iščemo eno potrditev. In če hočete, ne, ma se ti jo lahko da mož, ti jo lahko da žena, radi otroci, ti lahko da, kaj svem, nekdo, ki ga imaš rad, nekdo, ki ga zelo ljubiš in ga ceniš, ne,
ampak v končni meri tega ne more dati. Ne. Ni ga človeka, ni ga dogodka, ki bi te do konca izpolnil. Zato bi kot eno tako glavno poročilo, kot ste me nekje izvali, rekel, ne, veselimo se tega, da smo ljudje, da smo posnovljeni Božji otroci, da nas ima Bog res rad. Seveda pa vse vabim, da bi nekaj konkretnega za to naredili. Ne. Ni dovolj samo reči, ne, veš, dragi mož, Bog te ima pa zelo rad. Ne. Ja, draga žena je tudi poklicana, da to tudi naredi. Ne. Isto ne bo zdaj dovolj, bo rekel mož, ne, sve stavim, kar hočem, ne, sam Bog te ima pa takrat. Ne. Ja, mi smo poklicani, Bog nam je dal to dostojanstvo, drug drugim pomagamo. Isto tudi otroci. Ne. Jaz pravim, ne, da je nujno po dostojanstvu, ki ga imamo, da otrok moli za svoje starše, da jim nekaj dobrega naredi, da jih preseneča z dobrimi deli. In tu imamo še ogromno rezerve nekaj narediti. Ne. Se pravi, res se veselimo tega, ne nazadnje bi pa seveda rad dodal, kar sam globlje in globlje spoznavam, ne, da ima temeljno mesto v našem življenju res molitev. In tudi, če hočete, pri slovesih o dragih rajnih, tudi na porokah, tudi na drugih predikah govorim predvsem o tem, ne, kako pomembna je molitev. Jaz bi šel tudi do enega mogoče tak akcijskega načrta, ne, čeprav malo tako smešno to zveni, pa čudno po svoje za marsikoga, ne. Ampak vsak bi moral toliko minut vsak dan moliti, koliko let ima. Da bi vsak dan na nek način blagoslovil eno svojo pot, tudi eno zgodovino svojega bivanja, tudi ene okoliščine, iz katerih je šel, tudi ene starše, stare starše in tiste, ki so na nek način v rodu bili pred njim, in s tem seveda odprl eno svobodo tudi svojemu prihodnemu življenju. Zato vas, drage gledalke in gledalci, vabim, da bi vsak dan molili toliko minut. Mogoče bo komu uspelo, bilo bi fajn, če bi potem to izkušnjo podelili in si seveda na ta način tudi dali eno spodbudno pomoč. Ampak res molitev, predvsem kot blagoslov, tudi branje Božje besede, tudi recimo opazovanje gledanega ekipa, ne, kip sam po sebi nima neke energije, ne, mi govorimo, ne, da imamo pač Marijin kip in energijo, ne. Ampak to gre za Božjo navzočnost. In ker je Bog, tam je lepo, tam je mir, tam je sreča, ne. Ker če bi imel energijo, pa je to amulet, ne. In tega danes je ogromno, ne. Nosijo razne tega stvari, ne. Tudi recimo nekateri nosijo križe, ne. Vse to gre za Božjo navzočnost. In če se ti tega zavedaš, si drugačen. Boš ti bolj plemenit, ne. Če veš, da je Bog s teboj, ne boš zdaj neumno sedelo, kar tak, ne. Pa ne bo po dnevi ali po noči, ne. Se boš stalno nekako trudil, da boš na svoj način prav delal. Še nekaj povzamem. Veselite se in veselimo se dostojanstva, ki ga imamo, da smo res postojni Božji otroci, in drugič, naredimo vse za to, da bo to tudi mogoče, in tretjič, zadnjič, molimo drug za drugega in se blagoslavljamo, da bo resničnost tistih želja, ki si jih res iskreno želimo, tudi v vsakdanjem življenju mogoča in uresničena. Škoda, da se je čas tako hitro iztekel. Treba še enkrat priti, pa bo. Prijetno je bilo kravljati z vami. Hvala. Iz srca se vam zahvaljujem za vaše misli, nasvete. Bile so res čudovite. Hvala, da ste se vzeli čas, da ste prišli v naš studio. Pa vam želim srečno, zdravo, pa predvsem blagoslovljeno pot nazaj v Slovenj Gradec. Pa ostanite še naprej takšen Jezusov duhovnik in Bog vam naj še da pri tem predvsem veliko zdravja pa veliko Božje milosti. Hvala lepa, pa tudi vse vam, da molite zame in jaz obljubljam, da bom zadevo tudi vrnil, kakor je pač potrebno. Ob tej priložnosti moram pohvaliti tudi vse vaše župljane v župniji Slovenj Gradec. Moram priznati, da mi tukaj zmanjka besed. Saj ste vedno zbrani ob tem oltarju kot ena velika družina. Bog daj, da tako ostanete še naprej. Hvala lepa in vse dobro na življenjski poti in jih tudi pozdravite. Hvala lepa. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, zahvaljujem se vam za obilno in prijetno pošto. Z veseljem prebiram vaša pisma in lepo se počutim, ko jih prebiram. Hvala vam. Sedaj bom še prebral pismo gospoda univerzitetnega profesorja Zlatka Šehoviča. Veliko ljudi je veseli, da pozna gospoda župnika Petra Leskovarja. Na kratko bom povzel to dolgo in tako lepo pismo. Lepo pozdravljeni. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Albinu za izvrstne oddaje Pot poti. Ja, hvala lepa za lepe misli, gospod Zlatko. Moram povedati, da nas je veliko želelo, da bi imeli v tej naši oddaji Pot poti gosta Petra Leskovarja. Ja, res je, da je ta vaša želja, moji gledalci, stara že leto dni.
Oprostite mi, da prej pač nisem otegnil, da bi to realiziral. Gospod Peter, vi ste velik vzornik, kot da gledam alškega župnika. Vaša beseda zna nagovoriti na svoj način vsakega posameznika. Ste goreč Jezusov duhovnik. Zahvaljujem se vam za vse trenutke, ure, ki sem jih lahko v miru preživljal v cerkvi Svete Elizabete, v molitvi, meditaciji. Veste, v cerkvi Svete Elizabete sem se lahko vedno umiril, povezal z Bogom, brez motenj ter pogledal in sprejel dobre odločitve zase. Zahvaljujem se, da imate poleti cerkev odprto do 22. ure in morda dlje, če je potreba. Mislim, da je to tudi vzor. Za mene je vsak obisk cerkve Svete Elizabete na nek način eno romanje. Vaše maše so tako žive in lepe. Končal bi z Petrovo mislijo, molitev, to je sreča. Hvala vam, slovenjegraški župnik, gospod Peter Leskovar, in hvala Bogu. Naj vam Bog podari še dolgo in srečno življenje. Bodite še naprej v službi malih, tistih preprostih ljudi. Zahvalen Zlatko Šehovič, univerzitetni profesor iz Maribora. Dragi gledalci, želim vam lepo in notranje mirno življenje. Ostanite še naprej zvesti naši televiziji Moj TV. Naj prihajajo v vaše domove iz srca. Vas osrečuje, prinaša pozitivne moralne vrednote in tisto pozitivno energijo, predvsem pa so potrebna tudi tista pozitivna dela, predvsem tiste najmanjše stvari, ki se velikokrat ne vidijo. Samo za vas sem bil cenjeni gledalci v vaši domači oddaji Pot poti, vaš gostitelj Albin. Lepo pozdravljeni, mir in vse dobro. Čau, čau.